Z mano v oddaji pa je vlogerka Alenka Trogarlič. Alenka vloga približno leto in pol in v tem času je nabrala že 17 000 naročnikov, kar je 16 995 več, kot jih imam jaz. Zdravo, Alenka. Živjo. Povej mi, kako izgleda tvoj proces vloganja? Se ti snimaš cel dan in v bistvu začneš že medtem, ko spiš, ali šele enkrat pozno popoldan prižgeš kamero? Ja, ne začenjam takrat, ker spim. Jaz bi rekla v bistvu, da obstajate približno dve vrste vlogerjev. Ena vrsta je tista, ki smo v bistvu tako kot jaz, ker se odločimo, rečemo, napišemo scenarij, rabimo ta pa ta tekst, da vemo, kaj povedati, kaj bomo govorili, sploh jaz, ker imam tako tematiko in potem to posnamem. Se pravi, so predpriprave za te stvari, so pa tisti, tako si ti rekel, ki snemajo dobesedno že jutranjo rutino in morajo začeti dobesedno takrat, ko spijo in potem posnemajo cele svoje dneve, vse, kar se jim dogaja, vsak svoj korak, svoje družine in tako naprej. Ok, zdaj, omenila si tisto, kar delaš ti. Tvoja tematika je rahlo drugačna. Zato, ker večina vlogerjev in vlogerk v Sloveniji se ukvarja, vsaj kar jaz poznam, bolj z ličili, zdravim načinom življenja. Ti pa ne, ti pa snemaš nadnaravne zadeve, nadnaravne pojave, teorije zarote, take stvari. Kako to? Kako to? V bistvu se je to zgodilo po pomoti. Enkrat sem posnela video 5 krajev v Sloveniji, kjer straši. In pa se je zgodilo to, da sem videla, wow, to je pa ljudem všeč. Slovenci imamo ful radi, da govorimo o slovenskih zadevah, o slovencih, o naših navadah, običajih. Pa predvsem radi vidimo, kjer kraji so strašljivi, da se jim bolj izogibamo. Ja, ali pa gremo direkt tja. Ja. Ok. Tako da ja, videla sem, da to deluje in sem še naprej snemala te stvari, ampak ne samo omejeno na Slovenijo, ampak na celotno zemljo, celo področje. Ja, kako se zgodi. Ja. Ok, kaj je bila najbolj grozna stvar, ki si jo zaenkrat našla? Kaj je bilo tisto, kar je tebe res prestrašilo? Čisto po pravici povedano me je najbolj prestrašil moj video Bloody Mary, ki moraš strmeti v gledalo in 3-krat reči Bloody Mary in pa naj bi se ti prikazala oziroma naj bi te umorila. Tako da tega te je definitivno strah, ko gledaš v kamero in več kot 3-krat rečeš Bloody Mary. Sem pa tudi hodila na teren skupaj z Vanešo Kovšek, ki ima zelo podoben stil videov, pa za influence medijo in smo v bistvu snemali na terenu, v gradovih, zapuščenih prostorih in je bilo tudi srhljivo. Ok, dobro, kar napeto. Ja. Zdaj, je pa vloganje v bistvu nekak poklic prihodnosti. Recimo, ja. Naši starši verjetno ne razumejo zares tega. Kako si ti razložila svojim staršem, s čim se ukvarjaš? Še vedno jim nisem dobro razložila, ampak nekako na ta način, da je za nas YouTube njihov TV. Se pravi, usedeš se za stol pred računalnik in v bistvu gledaš kateregakoli youtuberja, ki ti je osebno všeč, kot da bi gledal, ne vem, televizijskega voditelja, ki ti je všeč. In si v bistvu, wow, všeč mi je osebnost, všeč mi je, o čem govori in v bistvu imaš ful več izbire, več jezikov in več tematike zbereš dobesedno tisti, kar ti tisti moment všeč. To mi je všeč. To mi je zelo všeč, kako bi pa lahko jaz rekel, da nekako sem tako kot Mario Galonič na YouTubu. Super, najlepša hvala, Alenka. Zaenkrat je bilo to vse. Nadaljevanje tega intervjuja in Alenkine videe pa najdete na YouTubu. Alenka, midva nadaljujeva ta pogovor. In sicer, kakšni so tvoji komentarji? Kakšni so ljudje, ki ti pišejo? So bolj pozitivni komentarji, negativni? Imaš kakšne trole? Komentarji so zelo različni, čeprav je res velika večina teh pozitivnih, bi rekla 99%, dobesedno tako kakor lajkov pod videom, so zelo spodbudni, ampak tudi kratki recimo večinoma. Pa so pa tisti nezaželeni, tisti bolj kritike, ki so take ostre pa brez vsebine, recimo samo bedna si ali pa čudna frizura ali pa fail. In pa nekako teh itak ne smatraš resno in vzameš kot neko hudo kritiko, ker so brez praktične vsebine, brez da bi ti pomagali pri čemerkoli. So pa potem troli, to je pa ta tretja vrsta komentarjev, ki so pa zelo redki, ampak te zasledujejo na vsakem koraku, ne nehajo pisati, ves čas spreminjajo svoje račune, da jih ne blokiraš vsakeč znova in potem spet in spet in spet in ja, najde se res vse. Ampak res, 99% so super. Da best, hvala. A imaš ful veliko teh ljudi, ki ti samo rečejo prvi ali pa drugi? Tega je ogromen, to je zdaj neka tradicija na YouTubu, zadnja, ne vem, mesece, leta verjetno že, ki se borijo, kdo bo prvi. Zdaj mogoče mi prvič to povedala, ampak to nam ni pomemben. Ja, res ni pomembno. Je lepo, da smo dobili komentar, ampak res nam ni pomembno, kdo je bil prvi, ker YouTube itak zaostaja v tem štetju, kdo je prvi lajkal in komentiral in v bistvu se vse pomeša potem med sabo in pa se skregajo, kdo je bil prvi. Ja, razumem. Zdaj tako, predvsem na spletu, po modo v Ameriki oziroma v večjih državah se kar zasluži z YouTube vidi. A ti že kaj zaslužiš? Ni treba točno v zneskih? Lahko tudi točno v zneskih, ker ni nič takega, ampak
Služi se v bistvu z AdSense-om. To so reklame na YouTubu, se pravi, se vpišeš v ta nek program, ki ti potem da na YouTube reklame. In te reklame so lahko daljše, lahko jih prekineš, lahko jih ne moreš prekiniti. Odvisno od teh reklam potem služiš, torej koliko gledov je bilo in koliko je bilo klikov na te reklame oziroma preskokov reklam. In to je to, česar mi služimo. To so pa toliko minimalni zneski, da če že ne dam točne številke, to pomeni, da v bistvu... To je težko sploh upisati. Ja. Bolje tako 1,2. Tako bom rekla, s tem bi si prislužil dvakrat res konkretno kosilo v enem mesecu. Recimo. Dobro, to je kar veliko pojemno. Ej, kaj pa, a si že, verjetno že poznaš ASMR videe? Poznam. Si že kdaj razmišljal, da bi kjerga delala? Ja. Ja, razmišljam, da bi naredila angleški kanal, če bom mogoče kaj bolj zaživel od, mislim, v Sloveniji mi super dela kanal, ampak še zmeraj nas je malo. Ja. In če bi naredila angleškega, se nekako odprejo obzorje in mogoče gre to kam naprej. In ASMR je ful lahka zadeva v bistvu za prodreti v tujino, ker v bistvu pa sam božaš eno stvar, ki je tam v bližini. In če imaš na glas, pa govoriš v angleščini, mogoče še boljši izpade, kot tista pristna angleščina. Točno to, ne. Jaz ne vem, jaz imam zelo ta ruski na glas. Hello, welcome to my channel. Zdaj pa za konec v bistvu me zanima še, a imaš kakšen nasvet za mlade vlogere oziroma tiste, ki želijo to postati, kako se lotiti celotnega procesa? Sem ugotovila, da je ogromno novih nadobudnih vlogerjev. In se zdi, da vsi želijo to početi, so pa tisti, ki nimajo tiste prave želje to početi, samo hočejo, ker so videli nekje. Tako kot nova moda oblačila, recimo. Oni bi tudi to poskusili, ampak se ji brez veze siliti, ker ni to ni pristno in če nisi to, kar si na YouTubu, se to zavoha. To vsak vidi in preprosto ni istega efekta, kot če si, kar si in kažeš čisto osebnost in karizmo in to je potem tisto, da uspeš. Zdaj pa, če pa imaš željo, da bi to delal, kako se moraš pa pol lotiti, kakšen bi bil recimo nek proces? Moraš razumeti, da ti bo vzelo veliko časa, ker če hočeš, da te YouTube nekako puša naprej in da uspeš, moraš res vsaj enkrat na teden na začetku ali pa dvakrat na teden snemati in res predvsem na začetku uloviti tisto rdečo nit, čem bo sploh govoril. Ne kar neki, naj bo ena tema na kanalu, mogoče dve, da nekako ljudje vejo, kaj pričakovati, ali se bojo vračali na ta kanal ali ne. Ta druga stvar je pa res, da si, kar si. To je vse, kar je dejansko delaš najbolj pomemben. Tako da, to je v bistvu zelo dobra platforma, da pač, če ste slabi ljudje, bodite na YouTubu slabi ljudje in ljudje vas bojo mogoče lajkali ali pa dislajkali, odvisno, kaj je vaš namen. Super, Alenka, najlepša ti hvala, da si bila moja gostja. Pojdite si počekirati njen kanal, to je bilo pa tudi za enkrat vse. Se vidimo.